Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Na Šmartinskem jezeru v Celju so odprli novo sezono. V Gorici pri Slivnici namenu predali spominski park Roberta Karla Graselija. V celjski mestni četrti Slavko Šlander pripravili tradicionalno prireditev Skupaj zmoremo več. Slovenci na domačem evropskem prvenstvu skoraj polovico igralcev celjskega kluba. Na Šmartinskem jezeru so otvorili letošnjo sezono. Družba ZPO, ki upravlja z jezerom, je ob Wake Parku pripravila pester celodnevni program, tudi letos pa bodo obiskovalcem čez poletje zagotovili izposojo supov, kanujev in kajakov, odprta bo proga za vejkanje. Letošnja novost je Drča, ki so jo uredili na obstoječih skakalnicah in naj bi odprli med sezono. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru je družba ZPO pospremila s celodnevnim dogajanjem na območju Wake Parka. Vidim, da je odziv dober, čez cel dan ljudje prihajajo, najdejo nekaj za sebe, najmlajši se poskušajo tukaj na bolj adrenalinskih zadevah, malo manj mladi in malo manj adrenalinski pa poskušajo tudi vožnjo z daljinsko vodenimi avtomobilčki. Tudi letos so k sodelovanju povabili modelarski klub RCDC, ki je predstavil svoje delo, obenem pa so njegovi člani navdušili z vratolomnimi vožnjami avtomobilčkov na daljinsko upravljanje. Eden od njih je prečkal celo jezero. Lani smo že prvič to speljali in glede na odziv gledalcev pa obiskovalcev smo letos še enkrat to speljali. Hočemo pa pokazati, da to modelarstvo ni tako nedostopno, kot pa nekateri mislijo. Začnemo tudi z malo šolo avtomodelarstva, tako da se začnejo učiti od male avtoceste do res spretnostnega driftanja. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi prototip prvega tekmovalnega avtomobilčka na daljinsko upravljanje, ki je bil izdelan v Sloveniji. Smo naredili v bistvu prvi RC-ov avto, mi smo pionirji, kar se tega tiče v Sloveniji. Posebnost teh modelov je, da v bistvu ti, ko kupiš avto, kupiš v kit izvedbi. Se pravi, ti avto doma sestaviš sam po navodilih, ugradiš elektronko, ki je pač specificirana glede na skalo modela, pobarvaš masko tako, kot te paše, se včlaniš na tekmovanje in tekmuješ. Avto je narejen, bi rekel, visokotehnološko, uporabljamo karbon, aluminij, medenino, se pravi plastike bolj ne kot ja. Šmartinsko jezero že danes privablja številne Celjane. Občina je tu ob Wake Parku v zadnjih letih uredila otroško igrišče, stranišča, prostor za druženje in kavarno. Šmartinsko jezero je eden izmed biserov našega mesta. Veseli smo, da je poletje končno tu, da lahko začnemo z vsemi aktivnostmi. Mi pričakujemo, da bo celo poletno sezono tako, da bo čim več Celjanov obiskalo jezero, da bo čim bolj pestro dogajanje, da se bodo tukaj zabavali in da bi res čim več Celjanov našlo tukaj en tisti svoj skriti kotiček v mestu. Tudi letos si bo mogoče v Wake Parku izposoditi kajake, kanuje in supe, odprta bo proga za vejkanje in vožnjo z različnimi tubami. Novost sezone pa bo Drča. V lanskem letu se je zaključila investicija Drče, spremenili smo malo skakalnico v Drčo. Trenutno smo v fazi pridobivanja zaključnega dovoljenja za obratovanje, tako da jaz upam, če bo šlo vse po načrtih, bomo Drčo spustili v promet še to poletje. Na voljo bojo tube, na Drči bo en uporabnik naenkrat, se pravi, da bomo tukaj res maksimalno poskrbeli za varnost. Na voljo bo pa za najmlajše do starejše populacije. Načrtov za nadaljnji razvoj območja okoli jezera je veliko, uresničitev pa, kot vedno, odvisna od razpoložljivega denarja. Zagotovo bi bili veseli, če bi se načrti, ki so nekje že tudi pripravljeni v obliki projektov, tudi udejanjili. O tem smo se zadnjič tudi pogovarjali na mestnem svetu, kakor tudi na mestni občini.
in računamo, da se bodo v prihodnjih letih v okviru proračuna našla tudi sredstva, seveda tudi z dodatnimi viri, s pomočjo razpisov, da se gre v nadaljevanje te, bom rekla, uresničevanja vizije razvoja Šmartinskega jezera. Ideje so o dodatnih pomolih, o poteh, ki bi se odtlele naprej še odvijale. Seveda pa, bom rekla, ena povsem želja, mislim, da vseh nas tudi v obliki izgradnje glampinga ali morda torej šotorišč in podobnega. Med idejami je tudi pobuda, da bi po jezeru znova začela voziti ladjica, ki pa bi morda lahko doživela uresničitev v prihodnjih 5 letih. V občini Šentjur so v središču Gorice pri Slivnici namenu predali spominski park Roberta Karla Graselija, znanega znanstvenika in inovatorja z področja kemijske tehnologije v Nemčiji in Združenih državah Amerike. Naložbo vredno dobrih 80 000 evrov je v večji meri financirala žena pokojnega Roberta Karla Graselija, Eva Marija Hauk Graseli. Znana trgovska družina Graseli je morala svojo domovino zapustiti ob koncu II. Svetovne vojne. Upokojena zdravnica Eva Marija Hauk Graseli, ki živi med Nemčijo in Združenimi državami Amerike, se je po moževi smrti leta 2018 odločila, da uredi območje, kjer so nekoč stale propadajoče stavbe. Za ureditev parka sem se odločila, ker želim na ta način ohranjati spomin na družino Graseli, ki je tukaj živela več generacij. Zelo sem vesela, da so moje prizadevanja po približno 5 letih obrodila sadove. Zadovoljna sem z izgledom parka, ki bo, ko bodo drevesa še nekoliko zrasla, še lepši. Vesela sem, da domačini površine že uporabljajo za druženje. Obnove so bili zelo veseli tudi v vodstvu šentjurske občine in krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici, saj so na ta način dobili lepo urejen prostor za srečevanje in druženje krajanov. Ureditev spominskega parka Graseli je za Gorico pri Slivnici oziroma za center kraja velikega pomena. Sam s tem nekako zaključujemo ureditev vaškega jedra Gorica pri Slivnici, ki je bilo dolga leta, da ne rečem, zanemarjeno. V zadnjih letih pa skušamo to popraviti in urediti, tako kot se za sodoben kraj spodobi. Za krajane bo ta park pomenil kot mesto, kjer se lahko podružijo, pogovorijo, odpočijajo, hkrati pa tudi nek spomin na družino Graseli, ki je pred leti živela tukaj v Gorici pri Slivnici in veliko prispevala k razvoju našega kraja, naše krajevne skupnosti. Mi smo skupaj z gospo Graseli, ki je dala tudi pobudo na podlagi ideje oziroma želje njenega moža, ki je bil seveda tukaj domačin, potem skupaj z krajevno skupnostjo odločili, da bomo uredili ta park. Glavni investitor je bila gospa Graseli, mi pa smo seveda sodelovali pri vseh potrebnih postopkih, kajti tudi del zemljišča je bil na nek način v naši lasti oziroma tudi v lasti krajevne skupnosti. Nekaj je zraven pristopila tudi krajevna skupnost, kar pa smo tudi z občino potem na nek način rešili. Tako da je zdaj nastal tak, lahko rečem, simpatičen parkec, ki seveda spominja na nekdanjo družino Graseli, ki je bila seveda v krajevni skupnosti Gorica pri Slivnici, oziroma takrat ni bila to krajevna skupnost, pač zelo vplivna družina, ki je imela, lahko rečem, kar veliko vzvodov in pa niti v svojih rokah v tistih časih. Zdaj je seveda nam to v interesu, da te stvari uredimo, namreč, če se spomnite, pred leti je tu stala takšna neurejena velika zgradba. Zdaj pa seveda to lep parkec, na drugi strani tudi ta naš podjetniški inkubator, ki smo ga pred leti uredili in seveda vse skupaj predstavlja en tak lep zaokrožen kompleks. Zdaj tudi vidite, da smo s pomočjo DRSV-ja tudi uredili ta vodotok, tako da lahko rečem, da je to kar lepo okolje. Krajevna skupnost Gorica pri Slivnici je ena 13 krajevnih skupnosti v občini Šentjur. V njej živi okrog 1700 prebivalcev, ki se bodo še letos, pa tudi v prihodnjih letih, lahko razveselili nekaterih pridobitev, ki jih financira ali sofinancira šentjurska občina. Trenutno izvajamo, lahko rečem, kar veliko naložbo, to je ureditev plazu Turno-Slivnica. Gre za projekt težek ranga 1 milijon evrov, kjer bomo uredili cirka tam nekje 10 plazov.
hkrati pa tudi uredili cestišče, tako da lahko rečem, gre kar za veliko naložbo. Hkrati imamo tudi kar nekaj cestnih odsekov tukaj v programu in pa lahko rečem, da smo pred leti tudi ogromno postrili tako na energetski sanaciji osnovne šole, ureditvi šole, vrtca, če želite, potem tudi podjetniškega inkubatorja in lahko rečem, da je ta predel zelo v veliki meri tudi urejen. Seveda se pa v naši veliki občini vedno najde kaj za postoriti in tega verjetno tudi po vaši in po moji smrti ne bo zmanjkalo. Ja, v letošnjem letu bomo še kaj postorili, predvsem na področju infrastrukture, urejanja cest. Kar se pa tiče v prihodnjih letih, imamo pa še v načrtu energetsko sanacijo kulturnega doma in pa seveda želimo si še obnovitve preostalega objekta, ki je bil last družine Graseli, ki pa žal je v privatnih rokah, ampak si želimo, da bo tudi ta v prihodnjih letih obnovljen v duhu, kot je bil zgrajen oziroma kot je namenjen, da bo pač tudi nekako spominjal na družino Graseli. Občina Šentjur je v središču Gorice pri Slivnici pred slabima 2 letoma zaključila obnovo propadajoče stavbe Aureja, v kateri zdaj deluje podjetniški inkubator. Skupaj zmoremo več, obkresi se dan obesi, je naslov tradicionalne prireditve, ki jo ob vstopu v poletje vsako leto pripravi v mestni četrti Slavko Šlander v Celju. Tudi letošnje prireditve se je udeležilo lepo število tamkajšnjih krajanov vseh generacij. V prijetnem popoldnevu na predvečer prvega poletnega dne so v mestni četrti Slavko Šlander v Celju pod naslovom Skupaj zmoremo več, obkresi se dan obesi, pripravili prijetno in simpatično prireditev, pravzaprav druženje, ki je pritegnila lepo število krajanov te celjske mestne četrti, pa tudi drugih obiskovalcev. Skupaj zmoremo več je prireditev, ki že 6. leto pritegne staro in mlado, ter nadaljuje tradicijo prireditve Obkresi se dan obesi, ki jo je pred 17 leti kot folklorno srečanje pričela domača folklorna skupina Društva upokojencev mestne četrti Slavko Šlander. In tudi letošnja prireditev je imela folklorni značaj. Z omenjeno domačo folklorno skupino in njihovimi muzikanti, ki je zaplesala kar nekaj slovenskih narodnih plesov, nastopili pa so tudi gosti, članice folklorne skupine Srbskega kulturno-humanitarnega društva Desanka Maksimović iz Celja. Na začetku pa so prisotne pozdravili in seveda s svojimi pesmicami navdušili najmlajši. Otroci otroškega vrtca Anice Črnejeve enota Mavrica, ki deluje v tej mestni četrti. Nastopile pa so tudi pevke, osnovnošolke druge osnovne šole Celje. Kar pisana druščina nastopajočih je navduševala prisotne, ki so napolnili ploščad med pošto, marketom in mestno četrtjo v ulici 5. prekomorske brigade. Prisotne je pozdravil in nagovoril predsednik sveta mestne četrti Slavko Šlander Celje, Mihajl Zvir, ki je bil s prireditvijo in udeležbo krajanov nadvse zadovoljen. Ja, letos je 6. prireditev tradicionalna. Že ocenjujemo letošnje, da je zelo v redu, glede na vreme in vse. Ta prireditev nekako, da združuje mlade in stare, torej se pravi, tisto medsebojno sodelovanje gojimo med starejšimi in mlajšimi in razvijamo v tem smislu, da se v naši mestni četrti dobro zastopimo, da se razumemo, da nimamo problemov, tako kot mogoče drugod in da tudi na tem delamo, da v bodoče bo tudi. Ta prireditev je pač za tega, da ljudje pridejo skupaj malo, da se malo pogovorijo, povejo, po dolgem času se podružijo malo in seveda z glasbo in s tem programom tudi uživajo v nečem, kar jim lahko damo tudi kot mestna četrt. V zahvalo za tisto, kar so oni tudi naredili prejšnji generaciji za to mestno četrt. Očitno je krajanom, še posebej starejšim, takšna prireditev z druženjem zelo pri srcu in jo podpirajo. Ja, tako kot vedno, čudovito. In kaj je tisto, kar vas recimo pritegne, da vsako leto pridete sem?
muzika, folklorna skupine, najbolj so mi pa všeč tele srpske, no, folklora samo, še bolj pa oni mladi. Letošnje vzdušje je pa eno najlepših do zdaj. Pogrešam edino tole folklorno skupino, ta mlade punce, ko so bile pred 2 leti, čudovite, so pa te veteranke tudi zelo lepo odplesale, tako da nimam kaj druga. Enkratno, čudovito, lepo bi pa bilo, da to bilo večkrat, ne samo enkrat na leto. Tudi nastopajoči folkloristi so bili s prireditvijo in svojim nastopom zelo zadovoljni. Nam pomeni vse ples, vse stare običaje prikazovati, to mi je nekaj najlepšega. Imam pa super plesalce, če teh ne bi bilo, sama ne morem nič narediti. Zelo sem zadovoljna. Prej smo oba z možem delala do letos, zdaj pa malo zaradi bolezni sem ostala sama. Zelo fajn, jaz rad plešem, tudi če je taka družba, je zelo fajn, da se večkrat bi organizirala, ne samo na naš praznik, tudi na drug praznik, pa da bi se lahko sodelovali. Bi bilo lepo. Moji občutki so fenomenalni. Občudujem ljudi starejše generacije, zrelih generacij, da zmorejo toliko energije in volje, da vzdržujejo svojo kulturo in tradicijo. Prireditev je povezoval naš televizijski kolega Andrej Krajnc, sicer član sveta te krajevne skupnosti. Posebnost letošnje prireditve pa je bil igralni kotiček za najmlajše, kjer so se ti lahko igrali in risali. Po končanem programu pa so se prisotni še zadržali v prijetnem druženju. Ob pogostitvi, ki je zanje pripravila mestna četrt Slavko Šlander s prijetno glasbo dua Mikola. Več o prireditvi pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo v poletnem programu televizije Celje. Po stezah neznanih, od hribov pa tja do morja. Celje bo med 10. in 21. julijem skupaj z laškim gostiteljem Evropskega rokometnega prvenstva za moške do 20 let. Selektor slovenske reprezentance je Celjan Klemen Luzar, ki bo v prihodnji sezoni v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško spet opravljal vlogo vodje mladinskega pogona in trenerja mladinskega moštva. V njegovem štabu je tudi trener vratarjev celjskega kluba Aleš Anžič. Slovenska izbrana vrsta je priprave začela na Rogli, med 18 vabljenimi rokometaši pa je kar 8 članov rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Desno krilo Žiga Belej, krožni napadalci Maj Jelen, Žan Korže Lesjak in Lucijan Korošec, levo krilo Luka Kačičnik, levi zunani Tijo Malovič, desni zunani Maj Marguč in vratar Jan Mesarec. Slovenci so že odigrali uvodni pripravljalni tekmi in sicer so na Rogli premagali Kuvajt, v Zrečah pa za gol izgubili z Avstrijo. Na Evropskem prvenstvu bodo Slovenci prvo tekmo proti Italiji odigrali v dvorani Golovec v sredo 10. julija. Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V soboto in v nedeljo bo precej jasno in vroče. V nedeljo bo pihal jugozahodni veter. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja. Hvala za pozornost, spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Lep pozdrav, do jutri.